Radio SI Main Stage. Tako 8 in pa 32 minut, Rudi Bučar, dobro jutro. Yes. Dobro jutro. Ja, se vem, ampak poglej, ne, včasih je tudi po dolgi noči še zmeraj dobro jutro in je zares dobro jutro, včasih je dobro jutro. V vsakem primeru, tukaj ste prespali z ekipo, ne? Tako da je danes več razlogov za smeh. Smo imeli ta načrt, da bi prespali, pa nekaj je bilo tudi od prespanja, no, ampak smo se imeli lih tako, oziroma smo se imeli super, no, tako, smo spili malo vinčka, da smo se zrelaksirali. Vseeno se mi zdi, da smo da smo naredili tako, da smo prespali, kot pa da smo sredi noči vstali in prišli tako na pol. Ja, glej, ne, za glasbenike je v bistvu vsaka pot, vsak koncert na koncu team building, ne, in z ekipo se je potrebno razumeti, ne, in nekako, ne, ostati na neki valovni dolžini. Če smo že pri ekipi, no, da kar tukaj začneva, koga si s seboj pripeljal? Na bobnih Jure Rozman, na tubi Goran Krmac, na klaviaturah Anže Vrabec, Gaber Radojević je z nami, producent, pomaga v glavnem pri vsej tej štoriji. Sicer je tudi Gašper Kržmanc v tej zasedbi, ampak prihaja iz smučanja. Iz smučanja? Ja. No. V bistvu smo ugotovili pravzaprav, da v kvartetu boljše zvenimo, ampak dobro, zdaj pač smo sprijaznjeni, da mora biti tudi on zraven. Nekje. Glej, zdaj, ko si omenil smučanje, ne, mi celinci zmeraj, ali pa vse večina, ne, povprečno silimo na obalo, ne. Kaj pa ljudje z obale, vam je ta sneg, recimo tebi, je sneg nek gušt ali pač rečeš obala tudi po zimi, recimo, ne? Ne, jaz imam zelo rad sneg, ne. Mislim, ponavadi tudi poleti, ne vem, gremo v hribe, ne gremo v Dalmacijo, ampak mislim, ne da ne bi šli, ampak tako smo navajeni. Sneg imam zelo rad, imam rad tudi Pohorje, jaz kot mulac smo s familijo prišli vsaj 7 sezon sem, od Areha, Belevija, Glažute in tako naprej. Pol s časoma, tam, bom rekel, pri 20 letih ali mogoče kakšno manj, ko smo hodili s taborniki, tako banda, ne, na Pohorje, je bil sneg vse bolj moker, ne, ampak nam je bilo vseeno fajn, ne, smo se drugače zabavali že. Torej, Rudi je moral imeti kitaro zraven, najbrž, ne? So te določili ali si jo itak že sam seboj vzel, recimo? Najprej jo vzameš sam, ne, in te vsi gledajo čudno, kaj už zdaj, ne, in pol pa te določijo, ne. Ja, ampak v redu. Zato, ampak je res tisto pregovorno še zmeraj v krog, da se usede ob ogenj ali je ne nujno, ne? Je, v bistvu, če ogenj je lahko tudi metafora, ne. Ja, res je. Ki ga lahko pretvoriš tudi v glasbo in v tvoji glasbi se sliši ta ogenj življenja, če tako rečeva, ne. Nekako opisuješ življenje kot tako, ne. Sliši se, da ga ne fejkaš, da poveš, kako je, ne. Ampak ko daš nekaj iz sebe ven, nekaj gre ven, ne, potem pa je treba spet dušo napolniti, ne. In kako pa potem jo življenje samo napolnijo knjige, sprehodijo morje, kaj recimo? Pravzaprav vse, kar si naštel. Zelo rad hodim v hribe. Zdaj, ko je ta štajon, bom rekel, hodim bolj v te primorske hribe, no, čeprav tudi snegec, tudi na teh hribih je zdaj, ker berem zelo rad, ne vem, vzhodno filozofijo. To me recimo polni, pa gorniško literaturo berem, recimo, me zelo sprošča. Ne nazadnje seveda familija, ne. Pač te sprošča in tudi ne. Ja, seveda, ampak življenje je ravno tako pisano. Predstavljaj si, da bi bil vsak dan samo srečen, ne. Ne si, bejde, pač sreča brez nesreče itak ne obstaja, ne. Tako. In obratno. Ne. Če ni noči, potem jutro ni lepo in če ni jutra in če se ne stemni, vemo, kako to gre. Tako. Dobro, Rudi, najprej bomo Paul Simona nekako slišala, ne? Paul Simon seveda, čeprav je bil takrat Simon Garfunkel, ne, kot duet je bolj se zdelo, kot da je pač prijatelj s seboj vozil, ne? Ampak v vsakem primeru Paul Simon verjetno kot ta kantavtorski pristop v neki osnovi na začetku ti je bil tudi tako kot nek lik ali kako, recimo? Ko slišim Paul Simon Garfunkel, ne, se dobim takoj asociacijo na moja dva, ko sta bila še skupaj, ne, in na Diano, ko sem v bistvu sedel na zadnjem sedežu in tako pač sem imel en prst sem imel v laseh od očeta,
ko jih mislim, ne se onih ima še. In en prst sem imel v laseh od moje mame, ki jih ima tudi še. In ne vem, igral si Sam Garfunkel, Supertramp, to takrat se tako. In Paul Simon je zelo asociiran na starša moja. No, tako da je, kot pravijo, ne, spomin na glasbo ponavadi prikliče tiste trenutke. Tako je. Zato nekako ljudje vedno ostajamo, vse spremljajo novo glasbo, ampak ostaješ v času svoje mladosti glasbe, kot večkrat rečeš. Ja, ravno zaradi teh občutkov. Ne. Pa se mi zdi kar brezčasno, ne glede na to, da je bilo pisana tista glasba, ne vem, 50-60 let nazaj. Ne. Radio SI Main Stage. Radio SI Main Stage, Rudi Bučar je z nami. Mesec december je za glasbenike bil tradicionalno seveda eden najbolj fizično napornih, ne? Potem prvih 14 dni januarja je ponavadi čas za počitek, potem pa se stvari začnejo razmišljati. Kakšni so recimo kaj tvoji načrti za konec zime, pomlad recimo, že kaj je fejst splaniral ali greš po toku? Zdaj mislim, da generalno se je situacija spremenila. Prej je bil cel januar, nič, ker je bil december toliko bolj nabit. Zdaj mislim, da se je to vseeno malo tako razporedilo. Še vedno je december, ampak januarja je kar kaplja tudi neki, bom rekel, špilov in koncertov. Ja, mi nadaljujemo to našo, bom rekel, promocijsko turnejco ob izidu plošče in jo bomo nadaljevali po moje še kar do jeseni. Seboj imam pač, kot sem prej naštel, zelo dobro zasedbo. Bom rekel, res naša klasa in moram reči, da so takšni tudi ljudje in imam zelo srečo, da lahko delam s takšnimi ljudmi. No. Zdaj, koncerti, ko je bolj hladni del leta, so potem noter, ne? Zdaj, glede na to, da imaš rad sonce, da imaš rad morje, bi lahko rekel, da raje zunaj igraš, ali je tista intima manjših prostorov tudi vendarle nek čar, ne? Notranjih recimo? Ja, jaz sem velik pristaš teh bolj intimnih prostorov, ne? Se pravi, tudi prvo vrsto imam rad zelo blizu, ne? Se nočem izraziti preveč primitivno. Razumem. Ampak tako da intimni prostori so mi nasploh bolj všeč. No? Zdaj, kaj so intimni prostori? Od placa odvisno, ampak dajmo reči, da je tam max do 500 ljudi recimo. Ne? Pa lahko začenši pri 60 ljudeh. Ne? Ja. Tako da, ali je to zunaj ali je to noter, v bistvu pravzaprav ne igra neke velike vloge, gre dejansko bolj za to, da je ta intima, ki naredi svoje. Ker tam, to so v bistvu prostori, kjer tako pač pokažemo dejansko, kaj smo ustvarili, ne. Pa nimam nič kontra, bom rekel, masovkam in velikim placom in, bom rekel, zabaviščem, ne, ker zelo cenim to delo, ampak jaz počnem nekaj drugega. Ja, in ravno zato, ne, ker več ljudi, več različnih mnen, več različnih potreb, kakorkoli. Z glasbo se ponavadi ljudje začnemo ukvarjati zato, ker smo bili inspirirani strani tega, kar smo slišali, ker bi radi nekaj ven dali, ker bi radi bili ustvarjalni, ker imaš občutek. Ampak na koncu, ne, nekateri radi bolj ustvarjajo zase, nekateri pa imate, kot si dajo, ste pa v glasbi tudi zato, da ste v stiku z ljudmi in da se to ustvarja nekaj jaz dam, te pa nekaj dobim, recimo ta nek odnos. Ne. Kaj je potem, recimo, ko se usedeš, kot si dajo, in imaš nekoga toliko blizu, takrat čas izgine najbrž, ne? Imaš nek drug občutek, ne? Ja, se to je neka faza, bom rekel, vajih meditacije, ne? Se pravi, smo tu in zdaj, ne? In v tej sinergiji, ne, kot praviš, to je že v bistvu dvorana je ta, ki naredi, ne? Se pravi, ne narediš samo ti špila, ampak naredi tudi ljudje naredijo špil, ne? Se pravi, tudi publika naredi. Zato sem jaz znova in znova hvaležen, no, da je pač ta sinergija, ker bom rekel, neka redna, no, in prisotna. No, se to je tisto, ne, tudi ko ljudje potujemo, ne, rečemo, ja, ta mesto, ne, pa ima tak vibe, pa tisto mesto ima tak vibe in je, ne, vse posod so ljudje vrste homo sapiens, ne, in so oblečeni in kakorkoli, ne, ampak tudi v velikih mestih, kjer je melting pot, ne vem katerih vse ras, generacij, ne vem, svetovnih nazorov, se začuti ta neka reč, ne. Kot si dejal, danes boste imeli potem še koncert.
predtem radijski koncert, ki nekako je nek ostanek teh koronskih časov, ne, skratka, kjer ni tega feedbacka, ko si zdaj dejal, kjer se pa ti seveda zavedaš, da pa na drugi strani, ker gre tudi za radijski koncert, so pa ušesa, ne. Potem kaj vizualiziraš ti neko poslušalko, poslušalca, ali ujameš ti nek feeling, ki si ga z leti priučil, kako recimo? Je ful dobro vprašanje, na katero ti zelo težko odgovorim, ker ponavadi se pravzaprav ne da se fokusiram, ampak nekako se imitiram, ne? Mimitiram, ko se reče, v prostor, ne? Zdaj, težko si predstavljam, da je nekdo v pisarni ali pa na kavču, ki skozi kable posluša tisto, kar jaz počnem, čisto nekje drugje fizično, ne? Je pa tako, ne? Seveda je očitno tako, ne? Ker jaz sem tudi na strani poslušalca, rekel, velikokrat, ne? In ravno takega, ne? Se v končni fazi recimo smo poslušali tudi streaminge, ne? Nismo jih samo ustvarjali. Ampak na nek način, ne, se mi zdi, da smo vsi skupaj začeli bolj ceniti, ne? Poslušalci, glasbeniki, tudi poslušalce, ne? Pa tudi ne govorim, da jih kdo ni ali kakorkoli, ampak gre na nek način, ne, za nek tok okrog, ki se nekako zaključi, ne? Se mi zdi, da je tudi vse več, kar je, mislim, res super, no? Vse več je mladih, ki imajo svojo publiko. Se mi zdi, da je bila, ne vem, kar 15-20 let ena taka luknja. In zdaj v zadnjih, ne vem, še malo pred korono, po koroni pa sploh je, bom rekel, bil ta boom in od Joker Auto in od Murphyjev in Kokosov in ne vem, vseh teh Blackjack Diamonds in tako naprej. En tak novi val, ki smo si ga lahko samo želeli, no, bom rekel, ene pristne muzike, unikatne in spet ima, bom rekel, mladina neki, ne, se pravi, wow, no, to lahko rečem. Ja. Ampak mislim, da je to en kakšen procent plod tudi korone, ne, se pravi, tiste želje po spremembi spet, da pridemo, da zadihamo in tako naprej. Kar se vidi tudi po obiskanih koncertih, ne nazadnje, no. Ja, ko ti nekaj manjka, začneš morda še toliko bolj ceniti, ne, kaj kako. Ja. Dobro, Rudi, zdaj te bomo malce pustili še v studiu, da se skupaj z ekipo nastaviš. Kolega Mlakarja si izbral, ne? Ja, to je, bom rekel, tudi eden izmed, zdaj sem zbral Bandimo, ne? Ali Vandimo. To je zame eden izmed komadov, ki ga lahko mirne duše primerjam z Alelujo, ne vem, Cohena, ampak Cohen je pač svetovno znan, Mlakar ni, in mogoče prav tako, ne. Znamo delati na splošno v Sloveniji zelo, zelo dobro muziko in mislim, da se lahko primerjamo s komerkoli. Danes naj samo še izkoristim to, vas ste prisrčno vabljeni v Narodni dom zvečer ob 20, kjer bomo s kvintetom in gosti naši bojo, ker sem zelo počaščen, Mariborski oktet. Dobro. Radio SI Main Stage. Tako, Radio SI Main Stage, Rudi Bučer je z nami, vse nastavljeno? Ja, super, zdaj se slišimo, super, upam, da tudi ostali nas bojo tako slišali. Ampak nekaj še pa prepustiš, ne, mogoče kakemu trenutku, da se kakšna struna kaj drugače to sproti, ali je zdaj vse tako odstane, kot je, malce je improvizacija, ne? Mislim, improvizacija kar nekaj, no, zdaj sem pa vseeno en pikič ziheraš, da imam še rezervno kitaro, v primeru, da poči struna. Če pa poči na obeh, gremo vseeno dalje. Potem greš pa loto plačati. Tako je. Recimo. Ampak ko si že omenil struno pa poči, se dogaja pogosto, ali se je včasih bolj, je zdaj kvaliteta, mogoče prednost se na materialu špara, ne, je poči ali ne poči? V bistvu pri meni, ne, osebno je zaviselo samo od moje desne roke, ne, ker včasih sem res tepel kitare in ni bilo okej. Zdaj sem tako vse bolj nežnejši, verjetno letom primerno, pa ne morem več tako. In v bistvu zvok
je tudi veliko lepši. No, tako da manj pokajo strune kot včasih. Včasih si tudi brezpro kakšnih starejših komadi, kot recimo Imeti rad, pa to je bilo več tega električnega tudi, pa malo bolj tako groovy, ne. Zdaj si pa postal tako kot zrelo vino, ne, tak moder mož, ne, v glasbi, ne. Imaš to občutek? V glasbi mogoče sicer pa ta modrost. Pa pogovarjava se o glasbi. No. Dobro, zadnjič smo se spet pogovarjali, ne, z bratoma Stropnik, ali čmo, kaj še te cool vibes neki obeležiti pa in to. To je bilo res eno obdobje, oziroma edino obdobje, kjer sem v bistvu se pravzaprav na odru pojavil z elektriko, ne, z električno kitaro. Zelo zanimivo, nek izlet poseben, ful smo delali, pol pa je bilo, kot je bilo. No. Ampak dobro, sej. Je zavilo na svojo pot. No. Kar se samega ustvarjanja tiče, kje te, seveda ne moreš vedeti, ampak včasih pride lahko imaš inspirativen teden mogoče, ali pa dan, ali pa popoldne, ko te zagrabi, ne? Je to odvisno tudi od letnega časa, od, ne vem... Mislim, da od posameznika tudi odvisno, ker nekdo lahko prej izove neko idejo, bom rekel na hitro, ne? Pri meni to ne gre tako, ne? Pri meni se zgodi. Pri meni se zgodi, sem tudi, ko ni bilo še teh telefonov, se pravi, ne vem koliko let nazaj, ko sem bil še mlad, ko sem, bom rekel, hodil po Izoli, ne, v buri in ne vem, in ko mi prišla ideja, sem celo tekel domov, da ne bi pozabil. Ker takrat nisi si imel to, kje zabeležiti. Ne. Se zgodi, da nikako ne krene, ne, ta ideja in tako naprej, se pa včasih zgodi, da jih napišeš 4 zaporedoma. Ne. Tako da, kar mi je v bistvu v redu, ne, ker tudi to obdobje med to zadnjo mojo ploščo in pred zadnjo je, bom rekel, 4 leta ne, minilo. Čeprav sem vmes, sem pisal tudi za zbore, pišem in tako. In se nisem nič tepil, ne, mi ni tepla vest, za v 4 letih nisem izdal še nobene plošče. Ampak sem se prepustil, da bo čas povedal svoje in tako je bilo. No, ampak glej, ne, glasba je umetnost, ne, torej je glasbenik umetnik in umetnik se odziva na okolje, ne, in nekaj te mora zmotiti, nekaj te mora biti zelo fajn ali kakorkoli, da potem to nekako daš ven. Skratka, moraš biti malo nemirnega duha, ne, zdaj, če si konformist, ne, je težko, ne, potem si lahko kupiš glasbo iz vrečke in jo skuhaš, ali kaj. Ja, ali pa ne vem, ali pa pišeš, komponiraš, ne vem, muziko za meditacijo. To je recimo, ja, takšna reč. Ja. Povej mi, glasbena sodelovanja, ne, si jih kar nekaj imel, ne bom te vprašal, no najljubših, to je brezvezno vprašanje, ampak je to tista neka dodana vrednost, da včasih imaš občutek, da stopiš v nek drug svet, ali kaj je tista recimo neki drive pri tem, da imaš kak duet ali pa kakorkoli? V osnovi sem človek, ki ima rad ljudi in se rad družim in imam rad dobro glasbo, ne glede na zvrst. In ta druženja v bistvu zmeraj ponudijo nekaj novega, ne, neko novo dimenzijo, neko novo barvo, ne, v izvedbi. Že to samo druženje v bistvu, ne, spoznavanje en drugega, ne, je nekaj posebnega. In že kot otrok, ko sem gledal, bom rekel, te svoje idole, ne, ko sem videl to, da vsi sodelujejo med sabo, ne, pa ne, ko vidiš, ne vem, Johnny Mitchell in ne vem, koga, Robert Robertsona, ko skupaj v en mic zapojejo, ne, v en mikrofon, se mi zdelo tako fantastično to videti, da tako to sodelovanje. In zgleda, da to tli v meni še zmeri, ne, in rad sodelujem, in še bi rad sodeloval, ne, zdaj pač seveda, bom rekel, sebi podobnimi, ne, in takih je kar nekaj. No in dobro sodeluješ tudi z zasedbo, ki smo jo že prej tudi omenila. Tudi plošča, kot si dejal, se je nekako, ne, mislim, se prijema, ker je tudi promoviraš, kot si dejal, tudi še, kot kaže celo leto, bo tako.
Koliko je potem bila zadnja beseda samo tvoja potem pri tem zvoku, ko se je snemala plošča, koliko si pustil tudi drugim, recimo, da so oblikovali ta zvok? Ja, mogoče je platforma zrasla na mojem zelniku, ne? Tako da v osnovi v bistvu imam zelo rad takšen folk zvok. Tle imam veliko srečo, da sva pravzaprav odraščala skupaj z Gaborom Radojvičem, ki je producent te plošče. In kot sem prej dejal, kupica izvrstnih glasbenikov, ki je v bistvu razumela, kaj nekako želim in tudi sami pravzaprav radi igrajo takšno zvrst. Tudi takšno zvrst. No. Tako da tle je bilo pravzaprav vse skupaj ena velika ljubezen. No. Enost. Tako, no, in kar je tudi cilj, da se potem album lahko zaključi. Dobro, Eddie Vedder, Society, skoraj 20 let star komad. Tak introspektiven tudi, no, bom rekel. No. Ja, zdaj cel projekt Into the Wild sem slučajno poslušal najprej ploščo in potem sem gledal film, ker plošča v smislu je valjda super, ampak se mi ni zdela nek blazen presežek, ko sem pogledal film, potem sem še enkrat poslušal ploščo in mi je totalno odpulo. No. Ja, seveda, pač zložili so se vsi delci. Radio SI Main Stage. Radio SI Main Stage danes z Rudijem Bučarjem in njegovo zasedbo. Malce sva še dolžna povedati, kaj je na meniju danes, kaj bomo kaj poslušali. Malce pregleda naprej, nazaj. Na meniju bo mešano danes. Mešano. V štartu bomo zagrali nekaj iz nove plošče, par skladb, pol se bomo vrnili kakšnim, že slišanim, kakšnim mogoče malo več slišanim in končali bomo z naslovno skladbo zadnje plošče. Ko si za koncerte, dobro, ko je aktualna plošča izide, seveda se igra plošče, pa tudi drugi komadi, ampak ko je bilo recimo tokrat potrebno sestaviti set listo, si gledal na uro ali si vrstni red z namenom tako izbiral ali glede na to, kako se potem lažje prehaja iz enega komada na drugega? Pravzaprav zavisi od koncerta, no, ampak od nastopa. No. Pretežno dajem prednost, da tako v bistvu začnem skladbami iz nove plošče, predstavim, pol pa gremo v železno. Ne? Se mi zdi prav, da se tudi predstavi plošča, sicer pač tudi nočemo neki preveč težiti s tem, ne? Ampak da opozorimo, da ta plošča pravzaprav je zdaj zunaj. Ne? Ne delamo jih tako kot Stonesi, ki jih sicer ljubim, ne? Da izdajo ploščo, pa pol mogoče zagrajo enega iz nove plošče. Vsaj se mi zdi tisto leto, ko smo na tej, bom rekel, turnejci, no, promocijski, da poudarimo to novo ploščo. Seveda pač je večji del repertoarja je na, bom rekel, že slišanih, ampak te novitete po moje so zmeri super. Se spomnim tak primer, ko sem šel na koncert od Lorida v Križanke in je igral kompletno novo ploščo, sploh ni igral starih komadov, ne, samo v bisu. In toliko je težil z novo ploščo, res toliko je težil, da je bilo že dobro. Ne. Ja, če greš do konca. Ne? Ja, on je šel res do konca. Ja, tako. In tako da smo uživali, kljub temu, da nismo poznali. Dobro, poglej, želim ti obilo dobrega ustvarjanja, zmanjkalo ti zagotovo ne bo, to verjamem, ker življenje pač vsak dan ponudi kakšna vrata, ki jih je treba odpreti. Ne? Ja. Tudi koncert danes imaš še tudi fizično, ne? Še v Narodnem domu v Mariboru. Tako, ja, ob 20. zvečer, tako da prisrčno vabljeni, mislim, da je še kakšna karta, no, upam, da je. Oziroma upam, da ne. No, sicer pa ne, da na koncu še vprašam, vendarle,
kako ljudje lahko dosežejo tebe? Si ploščo še izdal v fizični obliki ali samo digital download? Kako danes lahko ljudje pridejo do glasbe Rudija Bučarja, če ne samo v živo, recimo? No? Nekako smo poskrbeli za vse 3 variante, se pravi, za CD je sicer ga tretirajo že, kot bom rekel, pase, ne? Ampak še zmeraj ljudje kupujejo CD-je. Vinil je zdaj neka atrakcija, bom rekel, ni to masovno nakupovanje, ker nimajo vsi gramofonov in tako naprej, ampak je ta opcija, da je pač QR koda gor in se lahko v bistvu na raznih platformah posluša v digitalni obliki skladbe, tako da so, bom rekel, načeloma je pokrito. O kaseti nismo razmišljali. Ja, kakšne stare kromdioksidke, ne? Tako. Recimo. Dobro, midva sva že, kar se tega tiče, malo nostalgična, ampak v vsakem primeru, Rudi, hvala za obisk, koncert verjamem, da bo kot mora biti in še kdaj, da se vidimo in slišimo. Ja, hvala za povabilo, zelo sem počaščen, da sem pri vas, doma. Enako, hvala. Radio SI Main Stage.